Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o izgubljenih otrocih Jugoslavije. Z menoj je aktivistka Simona Šeremet Kalan iz Društva Izgubljeni otroci. Pozdravljeni. Pozdravljen. Torej, v Jugoslaviji naj bi bilo po besedah srbskih društev med leti 70 in 80 preteklega stoletja izgubljenih, ukradenih in preprodanih okoli 20.000 otrok. Odkot so te ocene in kaj se je dogajalo? To oceno je prineslo Društvo za istino in pravdo o bebama, ki ga vodi Radiša Pavlović. Oni so te številke povezali in prišli do 20.000. Otroci so se seveda preprodajali po celi bivši Jugoslaviji. To ne pomeni, da jih je 20.000 samo v Srbiji, ampak v celotni Jugoslaviji. Sicer se jaz bojim, da jih je več, da je ta številka premajhna, glede na to, koliko primerov recimo imamo samo v Sloveniji. Koliko primerov imamo v Sloveniji? Torej? Nazadnje, ko sem preštela moje mamice, jih je bilo 80. Po zadnji seji za peticije človekove pravice in enake možnosti, ki je bila v maju mesecu, se je ta številka naglo dvignila. Nisem več štela, ampak več kot 100. Kaj je skupno tem primerom? Vse mamice, veste, imajo enako zgodbo. Rodila je otroka, ob porodu so več ali manj ti otroci zajokali, potem jim je bilo rečeno, da je otrok v kratkem času umrl. Nekatere mamice so imele to srečo ali pa nesrečo, da so otroka vsaj enkrat lahko videle, celo podojile, večina ni imela niti te možnosti, da bi otroka videla. Otrok je umrl iz nekih čudnih, nepojasnjenih razlogov. Jaz, ko sem brala te diagnoze, so bile smešne. Naprimer, kakšne? Zvezdnato nebo. Kaj naj bi to pomenilo? Ne vemo. To bi mogel povedati pokojni zdravnik, ki je to diagnozo napisal. Se pojavlja torej eno ime zdravnika, ki je to pisal, ali jih je bilo več? Več ali manj se pojavljajo ista imena zdravnikov. Torej za Maribor so to zdravniki, ki so bili več ali manj vedno v službi. Meni je to zanimivo. V ljubljanski porodnišnici več ali manj isti zdravniki, v Kranju in tako naprej. Ko se pogovarjate z mamicami, morda opazite še kakšno skupno zadevo, ki jim je skupna. Ne vem, so to mamice iz bolj socialno ogroženih družin, ki pač niso imele toliko glasu, ali morda kaj tretjega? Glejte, ni bilo pravilo, kateri mamici se bo odvzel otrok. Jaz imam v društvu mamice, ki so diplomirani pravniki, ki so socialne delavke, bančne uslužbenke. Ni bilo pravilo, da je bila mamica iz socialno šibke družine. Ni bilo niti pravilo, da se prvi otrok odvzame, lahko se odvzel ta četrti, ta peti, ta tretji. Ni bilo nekega modela, po katerem so otroka vzeli. Kdaj pa so se slovenske mamice začele oglašati potem, ko je v Srbiji to postala glavna zgodba, ali že prej? Glejte, meni osebno oziroma v Društvu Izgubljeni otroci so se začele oglašati pred 3 leti. Takrat se je oglasilo prvih 6 mamic, jaz sem z njimi tudi začela. In potem je številka na žalost se samo večala. Kako pa ste vi povezani s tem, kako da ste se začeli s tem ukvarjati? Jaz sem zgolj slučajno na Facebooku zasledila eno stran, ki se imenuje Usvojena djeca Jugoslavije. In tam je gospa, jaz bom njeno ime in priimek povedala, ker ona to dovoljuje, pa tudi druge mamice dovoljujejo, ker jaz imam njihova pooblastila in jih tudi lahko imenujem v medijih. Torej, Dragana Naumovski je leta 1990 rodila v mariborski porodnišnici sina in je to zapisala v skupini na Facebooku Usvojena djeca Jugoslavije, kjer je dopisala, da ona pa ne mora nikakor dobiti dokumentacijo za svojega sina. Meni je bilo to zelo nepojemljivo. Sina, ki so ji kasneje rekli, da je umrl. Tako, ki so kasneje rekli, da je umrl. Meni je bilo to nepojemljivo. Mi živimo v Sloveniji. Mi ne živimo, ne vem, v neki nerazviti državi. Zakaj Dragana ne bi iz mariborske porodnišnice pridobila dokumentacije? Potem sem jaz stopila v kontakt z njo in se ji ponudila, da glede na to, da živim v Sloveniji, bi pa mogoče z njenim pooblastilom jaz pridobila dokumentacijo.
In tako se je začela Dragana Numovs, ki je moja prva mama. In jaz sem Ste pridobila dokumentacijo, kaj se je Zelo zgodilo s tem težko. primerom? Zelo težko sem pridobila dokumentacijo, 1 leto pa pol je trajalo. Mi smo se na tak način papirčkali s porodnišnico Maribor, imamo, nimamo, uničeno in tako naprej. Kar smo pridobili, je odpustnica, na kateri piše: otrok je zdrav, dajte mu kapljice AD, 3-krat na teden, po 1 mesecu ga pripeljite na kontrolo. Dragana seveda nima svojega sina, njeni je bilo rečeno, da je otrok umrl. Pa je prišla že nasled, kje bi morda njen sin lahko bil? Mi smo prišli nasled njenemu sinu, vendar ne moremo dokazati primera, ker sin ne želi dati vzorec DNK. Se pravi, je to pogosto, da ko nekako pridete do otroka in mame, da vpleteni zaradi takšnih ali drugačnih razlogov v bistvu se ne želijo kopati po svoji preteklosti? Veste, zelo odvisno, kako je ta otrok živel, v kakšno družino je bil. Dajmo temu v narekovajih reči posvojen. Če so to zelo premožne družine, kar običajno so, ker veste, 30 000 mark je bila cena za enega novorojenčka, če je bil lep, zdrav, prav. Če je bil bolj kilov, so dali malo popusta. In 30 000 mark ni imela vsaka družina. Se pravi, mi govorimo o premožnih družinah. Ti otroci so tako tudi zrastli. Oni se zdaj na nek način ne želijo odpovedati vsega dobrega in vsega lepega. In čakajo, zelo kruto rečeno, ampak resnično, čakajo na smrt svojih posvojiteljev. In takrat so potem pripravljeni sodelovati. V Sloveniji se je preiskava začela. Kako je pripeljalo do tega, da so se tudi slovenski organi oblasti začeli ukvarjati s tem? V bistvu sem jih jaz pripeljala do tega, ne. Oni se sami od sebe zelo verjetno ne bi vključili v to. Izredna velika zahvala poslanki SDS-a Evi Irgl, ki je bila takrat predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Jaz sem se z njo sestala in vložila vlogo za prvo peticijo. Takrat so nas seveda organi samo poslušali, bili so vabljeni. Niso bili zelo zainteresirani, kot že danes niso. Zato tudi nekateri pravijo, da so moje mamice psihično nestabilne, stare zmešane babe, ki se ne morejo sprijazniti s tem, da jim je otrok umrl. Moje mamice niso take. To je zelo groba in zelo boleča izjava, ki je prišla iz ministrstva, da se moje mamice tako poimenuje. Moje mamice so vse psihično stabilne, res pa so zelo žalostne. Potem se je to sodelovanje začelo, ker smo primere, prvih 6 primerov sem jaz predala generalni policijski upravi, in potem seveda sem v primere dodajala. Zakaj pa sploh parlamentarna preiskava? Kako lahko ona pomaga mamicam, da pridejo do resnice? Glejte, ne jaz, ne Društvo Izgubljeni otroci nimamo pooblastil, kot jih ima parlamentarna preiskava. Veste, meni lahko rečejo, ne dam ti tega papirja. Vse, kar se lahko na koncu zgodi, je, da ga oni res ne dajo. Seveda preiskovalni komisiji so ga dolžni dati. In zato je to za mamice pomembno. Pomembno je, da se pride do resnice. Sploh ni pomembno, kakšna je ta komisija, ali je parlamentarna, ali je vladna, tako kot so je naredili v Srbiji. To je zelo nepomemben dejavnik. Pomembno je, da mamice pridejo do resnice. Če so naši organi pričakovali, da bodo mamicam rekli, tlele je grob, otrok je umrl, zadeva je rešena, pač ni, veste. Ker mi smo pa delali ekshumacijo enega groba, ki je bil prazen. Tako da na ta način... V Mariboru? Ne, ni bilo v Mariboru, Kopru. Na ta način mamice ne bodo zadovoljne in niso zadovoljne.
Premier Robert Golob je nedavno dejal, da specializirano državno tožilstvo preiskuje 59 primerov, 45 od teh naj bi bilo že nekako uvrženih oziroma ni bilo dovolj dokazov, da bi se lahko naprej preiskovalo in trdilo, da je šlo pač za nek nelegalen odvzem, 14 pa je še odprtih. Od kje te ocene oziroma kaj se dogaja s temi primeri? Glejte, jaz sem poslušala to izjavo dr. Goloba. Jaz se z njim osebno nisem nikoli srečala. Četudi smo zaprosili, da nas sprejme, sprejele so nas uslužbenke njegovega kabineta. Ena od teh je bila gospa, ki se ukvarja s stanovanjsko politiko, ena pa z medgeneracijskim dialogom. Jaz gospoda dr. Goloba nisem nikoli spoznala, tako da od kje ima on te informacije, ne vem, verjetno mu je dalo Ministrstvo za notranje zadeve, predvidevam. Moje informacije so pa sledeče. Kriminalisti zaključijo zbiranje dokaznega materiala po navodilo specializiranega državnega tožilstva in jim ta material predajo. Tlele sem obveščena, da so predali gradivo, ki so ga zbrali. 59 primerov torej? Ne. Ne, 45. Niti 45, ne. Manj. Nisem pa seznanjena, da bi tožilec na specializiranem državnem tožilstvu kakršenkoli primer zaključil. Bi vedela, ker imam pooblastilo teh mamic in tožilec pozove, da se vpogleda v spis. Noben od mamic ni še pozval. Tako da, kako je prišlo do teh številk, ne vem. Mene so obvestili kriminalisti iz Kopra, kriminalisti iz Ljubljane in kriminalist iz Maribora. Torej, številke, ki jih je navedel dr. Golob, s številkami, ki jih imam jaz, niso skladne. Kako pa potekajo te preiskave? Morda veste, kako se kriminalisti lotijo tega zbiranja informacij, brskanja po gradivih? Glejte, kriminalisti, kljub temu, da rečejo, da nimajo pooblastil, imajo vsa pooblastila na tem božjem svetu. In seveda so kriminalisti, ki so se zelo potrudili za naše mamice. In jaz sem jim izredno hvaležna in mamice tudi. Seveda so pa tudi kriminalisti, ki so tole popapirčkali, na hitro zbrali in zadevo zaključili. To ne pomeni, da je zaključena, da je stvar končana, ampak zaključena v smislu, da so jo lahko predali na specializirano državno tožilstvo. Torej, kriminalist obišče mamico, se z njo pogovori, mamica mu zelo podrobno opiše stanje v nosečnosti, v porodnišnici, se pravi ob samem sprejemu, kako je bilo pri porodu, kako je bilo po porodu, vse do časa odpusta. Seveda imajo kriminalisti pristojnost, da zbirajo dokumentacijo v porodnišnicah, na upravnih enotah, na pokopališčih in povsod, kjer mislijo, da bi lahko kaj dobili. Ne rečem, da niso tega počeli. Ne rečem. So kriminalisti, ki so se res zavzeli, so pa tudi tisti, ki so zadevo končali prej, ko so jo v roke dobili. Kako pa bi morale te preiskave morda potekati, da bi bile bolj učinkovite? Kje vi vidite morda najhitrejšo pot, da bi prišli do resnice, ali je šlo res za smrt ali pa morda za nezakonit odvzem? Vsekakor bi si mi želeli več sodelovanja s policijo. Mi, oziroma jaz osebno sem policiji dala vse podatke, ki sem jih imela. Z vso dokumentacijo, ki sem razpolagala, sem jo predala generalni policijski upravi. Torej, jaz sem jim odnesla na njihov naslov, na Litostrojsko. Nihče ni k meni prišel pa rekel: Simona, daj mi to dokumentacijo. Ne glede na to, da naše društvo se samo financira, da nimamo nobene pomoči države, da je zelo redki primer, da dobimo kakšno donacijo, sem jaz to nosila v Ljubljano in z njimi sodelovala. Mi smo pričakovali, da bodo tudi oni z nami bolj sodelovali. Ker so bili primeri, kjer sem jaz obveščala generalno policijsko upravo v zadevah, za katere sem prepričana, da jih ni nihče preiskal. Povejte mi, se vam zdi, da v Sloveniji, ki je bila vseeno zgledno urejena, ne bi
taki primeri, ko so se na licu mesta dogajali, vseeno zbudili nekaj suma pri ostalih zaposlenih. Kako je sploh možno, da je do tega prihajalo? Glejte, to je taka zadeva, da se zagotovo ni razbobnala po celi porodnišnici. In seveda niso sodelovali vsi zdravniki. To je bila izbrana ekipa v porodnišnici, na upravni enoti, na centru za socialno delo. Ni delal vsak, delal je tisti, kjer je lahko. Je bilo sicer v slovenskih porodnišnicah praksa, da se je mamam pokazalo mrtve dojenčke? Ja, glejte, v sodelovanju z varuhom človekovih pravic, njegovemu uradu smo tudi izredno hvaležni, predvsem doktor Ruparčiču. Moram pohvaliti gospoda Ruparčiča, ker se je resnično izredno potrudil za naše mame. In bom zelo jasno povedala, da se bojim, da če se gospod ne bi tako zelo potrudil, bi zadeva splavala po vodi. Se pravi, ne bi bilo od tega, ne bi se zbrala tako obsežna dokumentacija, kot se je zbrala zdaj, ko je gospod dr. Ruparčič bil tako zelo zavzet. On je tudi obiskal porodnišnico v Mariboru. Tam so mu povedali, da je v Mariboru vladala paternalistična doktrina. Torej, mi najprej nismo vedeli, kaj je to, kar smo prvič slišali. Smo šli malo pogooglati. Torej, zdravnik je imel vso pravico, da z otrokom naredi, kar želi. Ga pokoplje, kamor on hoče. Da na patologijo, brez da mamico obvesti. Mi smo pa prišli po drugi strani do drugačnih informacij. V arhivu ljubljanskem smo najdli dokumente, kjer piše, da so umrle otroke, ki so zares umrli, mamice same pokopale. Torej, ni bilo čist res, da ko je otrok umrl, da si ga lahko kar prijel, pa pokopal, kamor ti je pasalo, in o tem ne obvestil mamico. Jaz sem bila zgrožena na sestanku v Mariboru na pokopališču. Ko sem govorila z direktorico pokopališča, mi nismo najdli enega grobnega mesta za vse mariborske otroke. Nekaj so dovažali v črnih vrečah, je rekla direktorica mariborskega pokopališča, ampak rekla, mi nismo imeli pristojnosti in nimamo nobene pravice pogledati, kaj je v teh črnih vrečah. Veste, meni je bilo v tistem trenutku slabo. Z mano je bila mamica Marjana Kolarič iz Maribora. Medve smo bile zgrožene. Otrok ni patološki odpadek in se ga ne meče v črne vreče. Če je res umrl, zakaj ga niste dali mamici, da ga dostojno pokoplje? In če ste ga res pokopali, kako je možno, da ne veste, kje ste ga pokopali? Da nimamo enega grobnega mesta v Mariboru, da ste nam trdili na vse možne pretege, kako so otroci sigurno pokopani na Žalah. Pa tudi tam nimajo toliko grobnih mest, kolikor manjka otrok. So ti zdravniki, medicinske sestre še živi? Nekaj jih je še živih. Ali preiskava poteka usmerjeno tudi na njih, za pogovori z njimi? Ne vem. Ste vi kdaj skušali stopiti morda v stik z njimi? Jaz sem se zelo namenila obiskati zdravnico v Mariboru, pediatrinjo, ki je še živeča. Mi je tudi zagotovil kriminalist iz Maribora, da je bo obiskal. Ne vem, če jo je. Nikoli nisem od njega dobila povratnih informacij. In to je tisto, kar bi si mi želeli, pa ne dobimo. Mi želimo sodelovati s policijo. Mi njih ne gledamo kot sovražnike, ampak kot institucijo, ki bi nam lahko pomagala. Vendar tega sodelovanja do zdaj nažalost še nismo vzpostavili. Povejte mi, je morda v celotni zgodbi kaj pozitivnega? Ste uspeli spojiti mamico s kakšnim od izgubljenih otrok? Kako so ta srečanja potekale, te zgodbe? Pozitivno je seveda to, da smo lansko leto ustanovili društvo Izgubljeni otroci. Pozitivno je, da so te mamice ena velika družina. Pozitivno je, da ne mine dan, da nisem v kontaktu z njimi. Pozitivno je, da pa se nam le daje kanček upanja s 30 podpisi, ki jih je zbrala Nova Slovenija in SDS,
da se bo ustanovila ta preiskovalna komisija. Da nas nekdo sliši. Veste, te mamice ne rabijo nobenih odškodnin. One ne rabijo 10.000 evrov, tako kot so jih dajali v Srbiji, in potem nimaš pravice se obrniti na nobeno sodišče več. Moje mamice so vse več ali manj dobro situirane, starejše dame, intelektualke, in nobena od njih ni neumna in nezmešana in psihično nestabilna. Pozitivno je to, da smo deklici iz Velenja, ki je bila prodana iz Bosansko Knovoku Velenje, najdli biološko družino. Kako pa je prišla ta deklica na sum, da je posvojena oziroma... Ona je vedela, da je posvojena, sem ni vedela, da je kupljena. Ona ni vedela, da je prodana. Posvojitelji so ji priredili sliko njenega življenja. To je bila ena izredno težka zgodba in jaz, ko sem povedala, se pravi mamicam, s katerimi tesno sodelujem, se pravi, jaz imam v timu mamice, ki mi pomagajo s pisanjem dopisov, s pravnimi zadevami, se pravi, ena od njih je pravnica, socialna delavka. Jaz se bojim, da dostikrat delujemo tako, da smo samo 3-krat šli okrog šole, ampak ni čistemo tako, veste. Ravno včeraj sem se pogovarjala z novinarko in mi je rekla: Simona, verjetno, ko tebe vidijo tam z Novega mesta, pa malo imaš na glasu, si misli, se tole bomo hitro rešili. Ne bomo tako hitro rešili. Pozitivno je to, da pričakujemo, da se bojo stvari premaknile na bolje. Pozitivno je, da moje mamice delajo izdelke, s katerim financiramo stroške društva. Pozitivno je, da smo se lahko prijavili na prvi razpis mestne občine Novo mesto, ker je društvo registrirano v Novem mestu. Da bomo dobili ene svoje prostore, da mamice več ne sprijemamo po gostinskih lokalih, ker te zgodbe niso za gostilno. Te zgodbe so za 4 stene. To so težke in boleče zgodbe. Naredila se ena tabela jugoslovanska, ki se lahko pogleda na naši spletni strani Izgubljeni otroci, ker so se opisale tako mamice kot otroci, ki iščejo biološko družino. Ta tabela je javno dostopna. Iz vseh držav bivše Jugoslavije. Pomagamo si, sodelujemo. V soboto imamo snemanje za televizijo iz Banja Luke. Tudi želijo naše mnenje in pomoč, ker v Bosni je bilo tudi veliko odvzetih otrok. Mi smo se z veseljem odzvali. In prodanih v Slovenijo. Povejte mi, zakaj sploh prihaja do prodaje? Saj tih otrok za posvojitev je bilo kar nekaj iz sirotišnic in tako. Zakaj je bila ta potreba po nakupu otroka? Glejte, v Sloveniji ni bilo nikoli veliko otrok za posvojitev, kot jih še danes ni, in se je čakalo leta in leta, če se je sploh dočakalo. Zakaj je bilo potrebno? Veste, to je bila dobro organizirana kriminalna družba. Jaz vam bom zdaj tako zelo laično povedala, da me bo javnost lažje razumela. Niso hoteli vsakega otroka. Niso hoteli vsakega otroka. Otroci so bili zbrani. Svetle polti, da ima plave učke, ne vem, da ima črne laske, da je od družine intelektualcev in tako naprej. Saj niso hoteli kar vsakega. Oni, če bi hoteli iz sirotišnic, bi jih dobili kadarkoli. Želeli so, da je otrok v tem primeru, če je šlo za deklico, nekako podoben tej bodoči posvojiteljici, tako kot je povedal Marko Ivič. Ko je prišel, on je mislil, da bo posvojil otroka, seveda pa je prišel v porodnišnico v Beogradu, kjer mu je rekel zdravnik: stavi ruku na krevet žene, ko je najviše liči tvoje ženi. Sprav, ta otrok bo nekako tudi podoben tvoji ženi. Mi ti bomo takoj zrihtali papirje, potni list, in ga boš lahko odpeljal v Nemčijo. Kdo pa zrihta potni list? Kako se je to zgodilo? Prosim. Ko ste omenila Marko Ilič? Marko Ivič je aktivist, ki svojo ženo ni mogel imeti bioloških otrok in se odločila za posvojitev. Takrat mu je njegov očim priporočal, on je mislil seveda, da je to sirotišnica, bila pa je porodnišnica v Beogradu. In Marko Ivič je živi v Nemčiji, sicer je pa rojen v Bosni in ga danes ščiti nemška policija,
kot zaščitenega, kot zaščiteno pričo. Jaz se vprašam, veste, meni so začeli groziti precej, da me bo noč pojedla, da naj neham raziskovati, da me to nič ne briga, da določenih papirjev ne bom nikoli dobila. Pred blokom, kjer živim, so več ali manj parkirani avtomobili, nekdo hodi okrog, slika. Jaz sem to nekako gledala, sem rekla, sej, v redu, no, sej niso še prišli do vrat. In ko so mi pa začeli po telefonu groziti, sem o tem obvestila številko 113. Radiša Pavlović je bil v Srbiji 3 leta policijsko zaščito. Jaz niti ne pomislim, da bi prosila za policijsko zaščito, ker vnaprej vem, da je ne bi dobila. To je skoraj pa sigurno. Kdo pa mislite, da vam grozi? Ne vem, nekdo, ki sem mu na potu. Ni se seveda ta predstavil z imenom pa priimkom, ampak verjetno sem ga nekje zmotila. Vrniva se majčkeno nazaj do preiskav. Kako pomembna je DNK analiza in podatek, da naj bi, kot je dejal Golob, ta bila zdaj le na plečih države, da naj bi oni to plačevali? Na kateri točki preiskave pride do DNK odvzema, pravi, potencialnih staršev in otroka? Spet moram reči, da jaz o tem nisem obveščena, da bi država krila te stroške. Jaz res o tem nič ne vem. Zdaj, kako mi delamo? Se pravi, otrokom so spreminjali dan, mesec in leto rojstva. Se pravi, če se nekdo rodil 15.12., še ne pomeni, da je ta datum opisan. Takrat sprašujemo po krvni skupini, ki pa bi se morala ujemati s potencialnimi biološkimi starši. Gledamo podobnosti. Probamo izvedeti čim več detaljev, če pa ta oseba ve, na kakšen način je prišla v posvojiteljsko družino. Če ve mogoče nekaj oseb. Načeloma skoraj pa nič ne vedo. Običajno jim je servirana neka zgodba, ki niti približno ni resnična. To so te indicije, kadar se potem odločimo za DNK. Moje mamice so v večjih primerih, se pravi večina njih, naročile MyHeritage test DNK, in preko njega se tudi najdejo ujemanja. Se pravi, če je otrok, je to avtomatsko ujemanje, če je nek bližnji sorodnik in tako naprej. Ta test je tudi na spletu dostopen, mislim, da zdaj stane 40 € in se z njim da ugotoviti. Seveda pa mi ne rečemo, da je najbolj zanesljiv, zato smo vedno za to, da se DNK opravi na inštitutu za DNK. Da bi pa nam to kdo financiral, o tem nisem seznanjena. Prej sem že vprašala, nisem prepričana, če ste prišli do odgovora, koliko je torej že bilo srečno najdenih staršev? Glejte, mi imamo en primer, kjer je otrok ob rojstvu prefakturiran. On je bil samo eno blago prefakturirano iz enega imena na drugo. Potem imamo dokument, kjer je takratno Ministrstvo za notranje zadeve opozorilo, da naj se tega ne dela, da naj se otroka ne prefakturira, ker ima žive starše in upravilno sposobne, in se je rodil s tem imenom in priimkom in ne more čez noč postati nekdo drug. Ta primer bomo zdaj pripeljali do konca. Na primeru dela tudi seveda kriminalist. Jaz pričakujem, da me bo kaj obvestil, vsaj tak je bil dogovor. Kaj je on najdel dokumentacije, do katere mi recimo ne moremo dostopati. Dejstvo pa je, da je ta otrok bil odtujen od svoje biološke družine. Ali obstaja vseeno kakšna verjetnost, da izmed kopice teh primerov kakšni niso resnični, da je vseeno otrok umrl, pa morda gre samo za neko upanje, ki ga mamice imajo? Jaz nisem nikoli trdila, da so vsi otroci živi.
To sem ponavljala javno in vedno bom ponavljala. Glejte, otroci tudi dandanes umrejo pri porodu. Seveda je možno, da so otroci umrli. Seveda je možno, da je tudi 2 ure po porodu umrl, ampak ta otrok se je mogel roditi z neko napako, da je v tako kratkem času umrl. Jaz ne rečem, ponavljam, da so vsi živi. Niso pa vsi umrli. Ampak tisti, ki so umrli, bi pa skoraj mogli najti njihovo grobno mesto. Pa je šlo v vseh primerih za preprodajo otrok ali morda tudi za kaj drugega? Mi rečemo, da je šlo za preprodajo. Sploh si ne upamo pomisliti, da bi šlo za kaj drugega. Da bi se otroci prodajali v druge namene. V Srbiji ta Klopčič odvilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je v primeru Zorice Jovanović Srbiji naložilo, da mora sprejeti zakon in preiskavo. Poleg tega je dobila tudi kar 100.000 evrov odškodnine. Kaj pomeni ta primer? Kako morda lahko nam pomaga Evropsko sodišče ali... Jaz upam, da ne bomo mi tako dolgo čakali, da nas začne Evropsko sodišče opozarjati. Mislim, da je prav, da mi to sami raziščemo. S preiskovalno komisijo ali pa vladno, nam je vseeno, tako kot sem že povedala. Torej, v primeru Zorice Jovanović je šlo na Evropsko sodišče zato, ker je ona obšla vsa sodišča v Srbiji in so povsod vse zaključili, kot rad reče naš spoštovani premier dr. Robert Golob. Ampak Evropsko sodišče je ugotovilo, da so bile mamici kršene osnovne človekove pravice, da ne ve, kje je njen otrok, da ne ve, kaj se je zgodilo z njenim otrokom in da ne ve, kje je otrok pokopan. Torej ona ni nikoli prišla do odgovora, kje je njen otrok. Ne. Hvala lepa, upamo, da bodo zgodbe slovenskih mamic drugačne, da bodo nazadnje le dobile odgovore, kje so njihovi otroci, pa četudi mrtvi. Hvala vam za pojasnila in veliko uspehov in pomoči mamicam še naprej. Hvala vam za povabilo.